Vroče kompostiranje oziroma razpad biomase rastlinske s pomočjo termofilnih bakterij, ki pač proizvajajo toploto, ob tem, ko razkrajajo organsko biomaso, da bi v bistvu to toploto uporabili za recimo namen ogrevanja. Gre za eno tako, če uspe, za zelo trajnosten način ogrevanja, ker na eni strani uporabljamo odpadke, po drugi strani ne proizvajamo dodatnega CO2-ja v tem procesu, pa na koncu, ko v bistvu nastane kompost oziroma humus, ki obogati zemljo, če ga na tak način uporabimo. Rastlinska biomasa, veliko te, mi smo jo porabili 16 kubikov, cevi, pumpo za vodo, termostat, mi smo v Goba Labu postavili talno gretje, lahko bi bili tudi neki radiatorji, nekaj financ, nekaj motivacije, pa ideje, pa razmišljanje, pa načrtovanje pol teh eksperimentov, ki jih tule izvajamo. Skupnost je ključna, recimo kompost, ko bo na koncu stal, bomo razdelili neki skupnosti, pač prebivalcem, ki so zraven kraterja, porabili v nekih drugih projektih, kjer pač zasajujemo neke drevesa ali pa rastline po Ljubljani. Gre za neko mrežo, kjer pač drug drugemu dajemo ideje, hkrati pa kompost, ko bo tukaj nastal, bojo drugi porabili. Gre za neko kroženje. Ja, jaz vidim tukaj predvsem potencial na podeželju, v kmetijstvu recimo, lahko bi se kaki kmetijski objekti na ta način ogrevali. Zanimivo bi bilo ogrevati rastlinjake na tak način. Potem, če imamo neke objekte, ki so recimo bolj na samem, pa nimajo dostopa do elektrike ali pa do pač nekega vira, kako bi se pač greli, se bi lahko tudi na ta način ogrevali. Da prva biomasa, ki smo jo dobili, ni bila primerna, ker se ni dovolj segrela, zato smo naredili cel kup nekih manjših eksperimentalnih kupov, kjer smo različne biomase kombinirali, dokler nismo prišli do take biomase, ki smo jo ocenili, da bo okej, in pol smo s to sestavili velik kup. Ampak jaz mislim, da tukaj predvsem rabimo praktične izkušnje, pol ko bomo pa v bistvu to znanje imeli, bomo pa lahko tudi drugim svetovali pa to znanje širili naprej. Ampak ja, ker po drugi strani je tudi to res, da v Sloveniji praktično skoraj ni primerov takega načina ogrevanja, medtem ko v tujini se pa pojavljajo oziroma jih je kar več.